V torek, 13. aprila, je delegacija Lions kluba Konjice obiskala Gimnazijo Slovenske Konjice, kjer so jim skupaj dijaki udeleženci projekta ter učitelji, vodja projekta ACES na Gimnaziji Slovenske Konjice Vasja Ivančič in ravnatelj Milan Sojič predstavili projekt ACES 2010. To je projekt Akademije srednjeevropskih šol, v katerem je sodelovala konjiška gimnazija. Ja, v tej priložnosti bi še jaz dodal par besed, in sicer ta izkušnja z kolegi, z prijatelji iz Makedonije je res nekaj posebnega. Ko so prišli tule k nam, so prav uživali v okolju, čeprav nisem vedel, kaj toliko pritegne se Makedonija kot taka. Je lepa, je nekaj podobnega. Posebej so poudarjali čistost okolja. Recimo tudi center Slovenskih Konjic so rekli, kako je to čudovito, da sicer zgradbe starejše, ampak urejeno, glavnem niso se mogli načuditi okolju. Kar je potem bilo tudi z vajine strani in tudi z vaše strani omenjeno, ko ste bili dol sicer prijazni, čudoviti ljudje, ampak na področju varovanja okolja še jim pa veliko korakov manjka. Torej, izkušnja kot taka, jaz mislim, da je za vse bogata, čudovita, bi se še pa res vašemu društvu iskreno zahvalil za posluh, za prispevek, za podporo in pomoč ob takele akciji, ob takem projektu, ki je bil samo delno financiran in ga je bilo pač treba z nekih virov še pokriti. Tako da, najlepša hvala in prosimo možnost sodelovanja tudi naprej. Ob tem je pa tudi rekel, da če bo prihodnje možno, da bi kot gimnazija in kot šolski center radi sodelovali z vašim društvom, na ta način, da če ga rabite uporabo kakšnih prostorov, kakšne sestanke, kakšne podobne zadeve, srečanja, bomo z veseljem prisluhnili pa najdli skupen termin v skupno zadovoljstvo. Ja, to je projekt centralno-evropskih šol. Deluje, v bistvu začne se od junija, ko so izbrani projekti, se pravi in do konca marca mora biti vse konec. Izberete se, v bistvu najdete 2 ali 3 šole. Oni imajo prav portal, na katerem iščeš partnerje, na tak način smo se mi tudi najdli. In potem si zasnujemo, v bistvu partnerja se dogovorita samostojno, kako bo ta sodelovala, na kak način bosta delala, določijo se cilji in potem je treba to izvesti. In mi s to partnerko smo se dogovorili, da bi se obiskali, v bistvu, in da bi v sklopu teh obiskov naredili glavnino vseh ciljev, tisto, kar smo imeli v projektu zastavljeno. Nekaj smo še delali prej doma, medtem ko predstavitve, tisti izdelek je tule v Slovenskih Konjicah nastal, nekateri posnetki, fotografije in te stvari so pa morali biti skupne, da smo bili nekje skupaj. Tako da najprej so bili januarja v Slovenskih Konjicah, prišli so petek 22. januarja, mislim da, in so odšli potem v ponedeljek, tako da smo imeli soboto, nedeljo kar delovno, tukaj v gimnaziji, v Slovenskih Konjicah, potem smo imeli Slovenijo, pokazali Maribor, Postojno, Ljubljano. No in potem smo mi potem lahko tudi v bistvu z vašimi sredstvi vrnili obisk, da smo odšli v Makedonijo. Na tak način isto, ja. Na kratko sta delovanje Lions kluba Konjice ter namene in način humanitarne dejavnosti, v katero sodi tudi tokratna pomoč gimnaziji, podala predsednik Lions kluba Konjice Stanko Kolar in tajnik Miro Kvas. V bistvu je naše delovanje seveda humanitarno in tudi v smislu šolskega dela. Lansko leto smo dali za 6.000 evrov šolskih štipendij in v bistvu na šolskem delu se precej okretamo. Tako da nam je tole bilo zelo blizu in pomagali smo z veseljem in mislim, da bo posluh tudi naprej. Jaz sem predsednik Lions kluba še do konca meseca junija. Imamo enoletne mandate in se nam zadeve zaključijo sredi leta, to so lionistična leta. Organizacijo, ne vem koliko jo poznate, je ena največjih, če ne največja humanitarna organizacija na svetu. Na nivoju amaterskih društev. Centrala se s tem obada seveda profesionalno. V Sloveniji nas je okoli 1500 članov v več kot 50 društvih. Imamo pa različne projekte. Naš največji projekt zdaj v času, ki prihaja, je vsekakor regata, na katero peljemo približno 120-130 lionov iz cele Slovenije. Poskušamo se zabavati in pri tem kaj dobrega narediti še za kakšno podobno okolje, kot je naše. Za kakšno šolo, vzgojne centre in podobne ustanove. Ja, jaz moram nekaj povedati. Jaz sem Miro Kvas, jaz sem sicer tajnik kluba. Klub deluje 7 leto. V klubu nas je trenutno 33.
začelo nas je 24. Smo veseli, da lahko pomagamo lokalnemu okolju. Vsekakor, kot je rekel naš zdajšnji predsednik, veliko naših sredstev namenjamo v bistvu pomoči izobraževalnim procesom na različnih nivojih. Je pa res, da je naša osnovna nekak naloga humanitarnost, tako da se poskušamo na tem področju udejstvovati, koliko se da. Smo tudi dokaj uspešni, bom rekel, v našem merilu, tudi pred drugim klubom uspemo zbrati kar veliko sredstev, ki jih pa namenimo v glavnem lokalnem okolju. Izjemoma gre to, če so kakšne svetovne, bom rekel, svetovne ujme, pa pomagamo tudi tam po naših možnostih. Sicer se pa, kako bi rekel, smo že nekako zajahali konje, da klub deluje v redu. Kot rečeno, smo pa veseli, da lahko pomagamo dijakom. Mi sicer vsako leto stipendiramo, zdaj že 3. leto. Pred zaključkom srečanja je ravnatelj spomnil na sodelovanje Lions kluba Konjice in gimnazije iz preteklosti, ko je klub kupil osebne računalnike za varovance Lambrechtovega doma. Za njihovo praktično informacijsko pismenost pa še danes skrbijo dijaki poleg svojih rednih šolskih obveznosti. V četrtek pač od 2 grem pa 1 uro učim recimo računalnik. Gospe so pač rekli, da so vse ful vesele, pač, da, ker niso nikoli nič znale na računalnice, pa so se res veliko že pač naučili, pa znajo računalnik res. Kaj to učite, Office? Ja, pa sploh kak se računalnik počke, kak se kaj uporablja, recimo, kaj napisati pa recimo, kak email ali pa slike sploh pogledati, recimo. Ta zaključek tegale, bi rekel, projekta, recimo, da je to formalni zaključek, mi je všeč, da se enkrat sjedemo, pa da vidimo, kaj je bilo tisti epilog. Pri marsikaterem projektu ali pa tudi pri kakšni donaciji, sponzorstvu, tole na koncu pogreša, da si povemo, bilo je v redu, ni bilo v redu, tole bi spremenili oziroma delamo tako naprej. Lions klub Konjice je pomagal gimnaziji Slovenske Konjice pri izvedbi obiska Makedonije s financiranjem letalskega prevoza 4 dijakom v višini 960 evrov, ki se sicer omenjenega mednarodnega projekta mladih zaradi socialne stiske ne bi mogli udeležiti. Sicer je klub v letošnjem letu študentom v štipendijskem skladu namenil že 6.000 evrov s prepričanjem, da tudi to vrstne mednarodne aktivnosti mladino dodatno obogatijo z izkušnjami, ki jim bodo kot dobre izkušnje služile pri njihovi nadaljnji izobraževalni in življenjski poti.